Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V starem mestnem jedru Celja, le korak stran od decembrskega vrveža, stoji hiša, kjer čas ne hiti. Fotoatelje Pelikan, ni le muzej fotografije. Doživetje v gosteh pri fotografu Pelikanu je prejelo priznanje Sejalec 2025, nacionalno priznanje za najbolj inovativne in avtentične turistične produkte. Doživetje v gosteh pri fotografu Pelikanu, ki je prejelo priznanje Sejalec 2025, nacionalno priznanje za najbolj inovativne avtentične turistične produkte, je projekt Zavoda Celeja Celje in Muzeja novejše zgodovine Celje in je postalo del zbirke edinstvenih doživetij Slovenije. Med zvenečimi prazničnimi dogodki izstopa fotohiša Pelikan kot spomin na čas, ko je fotografija še tekla skozi roke in srce, danes pa skozi objektiv vrača obiskovalcev v preteklost in hkrati zrcali duh mesta. Fotohiša ni zgolj muzej, temveč tudi kulturno, umetniško in izobraževalno središče, kjer se obiskovalci sprehodijo skozi zgodovino fotografije, vse od začetkov prejšnjega stoletja do sodobnih fotografskih produkcij. Za temi zidovi so se desetletja ustavljali obrazi, meščani, obrtniki, družine, zaljubljeni pari. Tukaj so nastajale podobe za večnost, posnete s potrpežljivostjo, tišino in spoštovanjem do trenutka. Ko je fotograf še gledal skozi objektiv z očesom in srcem, ne s prstom na zaslonu. Še posebej zanimiva je možnost fotografiranja v oblekah in s pripomočki iz 20. stoletja. Danes atelje Pelikan ohranja dediščino mojstra Josipa Pelikana in njegove obrti. Originalna oprema, temnica, steklene plošče, vse priča o času, ko je bila fotografija ritual, skoraj slovesnost. Fotohiša Pelikan je rezultat večletnega projekta in ponosni so, da je postala prepoznavna, je med drugim povedal direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, Tone Kregar. Prinaša, ponuja obisk fotohiše Pelikan? Predvsem eno enkratno fotografsko doživetje. Izkušnjo, ki jo lahko poenostavim s tem, da pravzaprav obiskovalec, ko stopi skozi vrata fotohiše Pelikan in ko jo kasneje po uri in pol zapusti, se dejansko sprehodi skozi zgodovino fotografije. In to popolnoma v avtentičnem okolju, se pravi, spozna se, sreča se, hodi po prostorih, hodi mimo predmetov, ki so se v 100-letni tradiciji fotografske dejavnosti pod to streho so prihajali v hišo in v tej hiši tudi ostajali. Med drugim se lahko ima tudi edinstveno priložnost, da na enem mestu vidi dva različna fotografska ateljeja. Prvi je ta, v katerem se zdaj nahajamo in iz konca 19. stoletja, se pravi, gre za stekleni fotografski atelje, kjer se je fotografiralo s pomočjo naravne svetlobe, kasneje pa lahko obišče in si gleda tudi sodobni električni fotoatelje, ki je nastal v desetletju pred drugo svetovno vojno in ki so ga Pelikanovi uporabljali vse do konca 20. stoletja. Dobili ste številne nagrade, gospod Pelikan je bil vizionar, kako pa vidite vi vizionarsko Celje v prihodnosti? Zdaj samo o generalni viziji Celja seveda si ne bi upal dajati kakršnikoli kategoričnih trditev. Sem pa prepričan, da ravno s pomočjo dediščine in ohranjanjem kulturne dediščine Celja, celjske kulturne dediščine v 20. stoletju, med drugim tudi z pomočjo oziroma na temeljih tovrstnih vsebin, kot je fotohiša Pelikan, lahko gotovo prispevamo k povezovanju žlahtne celjske tradicije, prav tako svetlo celjsko prihodnostjo. Ta kulturni biser, ki počasi odslikava prejšnjo stoletje, se zliva s prazničnim utripom in dopolnjuje celostno izkušnjo, ki jo ponuja pravljično Celje. V prazničnem Celju ima ta hiša poseben pomen. Med lučkami in glasbo nas opominja, da je čar tudi v tišini in da so obrazi preteklosti še vedno del mesta, ki danes živi. Fotoatelje Pelikan kot star album, ki ga znova odpremo, da bi se spomnili, kdo smo in odkot prihajamo. Ob sprehodu skozi okrašeno knežje mesto pa razmišljamo, kako pa bi v svoj objektiv pravljično Celje ujel takratni vizionar in kronist Josip Pelikan.